Lepo pozdravljena gospa Mateja iz Kulturnega centra Litija v tokratnih kulturnih drobtinicah. Prva polovica decembra je že za nami, v Kulturnem centru pa je zelo pestro. Kaj pa nas čaka v drugi polovici? Seveda, december je vedno zelo pester mesec, v Kulturnem centru se res veliko dogaja. V drugi polovici tega meseca pa nas čaka zelo veliko dogodkov izven Kulturnega centra, in sicer osrednji dogodki Čarobne Litije 2023. V petek 22. decembra pričnemo z božičnim sejmom. To je že tradicionalni dogodek, sicer je dvodnevni, potekal bo tudi v soboto. Pestro dogajanje bo na Valvazorjevem trgu v Litiji, v starem mestnem jedru. In sicer se bo okrog 4 začel božični sejem, potem pa nas čakajo nastopi glasbene šole Litija, glasbeno rajanje z Romano Kranjčan in prihodom dedka Mraza za najmlajše, in pa v zaključek večera s koncertom božičnih pesmi Ota Pestnerja in Tonija Povšeta, ki ga bo spremljal na orglah in klavirju. Tako da se nam res obeta en prazničen petek v znamenju božiča novega leta z odlično ponudbo na stojnicah, z animacijo za otroke. Seveda dedek Mraz bo tisti vrhunec za naše najmlajše, za malo starejše pa seveda vsi lepo vabljeni na koncert Ota Pestnerja. Nadaljevalo se bo v soboto dopoldan na istem prizorišču, kjer bo seveda spet božični sejem. Program pa bodo v tem dopoldanskem času obogatili harmonikarji glasbene šole Bučar ter pritrkovalska skupina Šmartin, tako da bo tudi nekaj glasbenega dogajanja popestrilo praznično ponudbo na stojnicah. Potem pa vsi lepo vabljeni tudi na Pump Track Poligon Litija, kjer pa vas bodo pričakali božički na kolesi ter Vili Resnik. Tako da se nam obeta res bogat vstop v ta zadnji teden dogajanja v Litiji, dogajanja Čarobne Litije. Nadaljevali bomo seveda pred Rudnikom Sitarjevec, tako kot že nekaj let. V Rudniku Sitarjevec bodo na ogled mineralne jaslice, ki so jih letos pripravili člani likovnega ateljeja Lila. So nekaj posebnega, več informacij dobite na spletni strani rudniksitarjevec.si. Obetata pa ste nam v Rudniku tudi 2 koncerta, in sicer v četrtek 28. Duo Pipalkar, to sta glasbenika litijska Anže in Luka, ki bosta pričarala prav poseben večer s tolkali in pa sintetizatorjem, z lučmi, imata posebno zgodbo, tako da lepo vabljeni na 2 termina ob 18. uri in pa ob 19. uri, in pa v petek 29. lepo vabljeni na koncert božičnih pesmi moškega pevskega zbora Povšnik, ki v naslednjem letu praznuje 50-letnico delovanja in bo prav tako en poseben večer skupaj z slovenskimi pesmimi, tako da lepo vabljeni na ta 2 koncerta v Rudnik Sitarjevec. Pred Rudnikom Sitarjevec pa letos posebej vabimo na jaslice, in sicer v torek 26. decembra zvečer ob 17. uri. In sicer letos ne bodo na ogled žive jaslice, ampak animirane peščene jaslice. Skupaj s slikarko Ireno Režek pripravljamo en poseben projekt, in sicer se bo to pred očmi gledalcev bo nastajala božična zgodba. Zgodbo bodo obogatile pevke ženske vokalne skupine Lipa in pa avtorska glasba domačinov Anžeta Grma in Gašperja Šinkovca, tako da se nam res bo res en prijeten, drugačen in pa zanimiv večer ob jaslicah. Tako da vsi lepo vabljeni pred Rudnik Sitarjevec 26. decembra ob 17. uri. Nadaljujemo pa s koncerti, seveda lepo vabljeni na koncert Siddharte v petek 29. decembra s pričetkom v 20. uri s predskupinama Fresh in Speed, in pa seveda nas čaka verjetno nor koncert Siddharte v Litiji. Potem pa za zaključek leta še silvestrovanje z skupino Lesari in ansamblom Nepozabni v nedeljo 31. s pričetkom od 21. uri.
Oba dva koncerta se bosta pa dogajala na ploščadi oziroma parkiriščem pred občino Litija. Čaka nas nore zabave, druženje, odlična družba, tako da lepo vabljeni v Litijo na zaključni teden Čarobne Litije 2023. Kot smo slišali, je december zelo, zelo pester. Kaj pa potem januar? Se stvari počasi umirijo ali pripravljate še kakšne dogodke? Tudi januar se pri nas malo se umirita prve 2 tedna, potem pa nadaljujemo s polno paro naprej, ker nas potem čaka tudi kulturni februar. V januarju pa vabimo najprej na abonma in izven, sicer gostimo predstavo Pandemenca z Borisom Kobalom in Borisom Devetakom. To je četrtek 11. ob 19:30 uri. Več informacij pa dobite na spletni strani Kulturnega centra. Potem nas čaka likovna razstava umetnice Laure Ličar v ponedeljek, mislim, da je 22. januarja. To so ilustracije pravlične, magične, čarobne, veliko barv, tako da spremljajte naše objave. Seveda pa nas konec meseca čakata še približevanja z Luko Jezerškom, to je pa v sredo izjemoma 24. januarja in pa s otroško matinejo v novem letu pričnemo v soboto 27. januarja, tako da se nam obeta kar pester pričetek novega leta. Hvala. Hvala tudi vam. Lepo pozdravljena gospa Tina, danes tukaj v vašem habitatu, če bi lahko tako rekla, v muzeju Litija. Lepo pozdravljeni v Mestnem muzeju Litija. Kaj vse se bo dogajalo tukaj do konca tega meseca in pa v januarju? V Mestnem muzeju Litija imamo letos še eno razstavo, tako nenavadno za pojest bi se rekli, v torek 19. decembra ob 18. uri razstavo božičnega kruha Poprtnika. To je zdaj, bi lahko rekli, že kar tradicionalna razstava, 6. leto zapored. Organiziramo jo v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo izpostavo Litija. Letos smo k sodelovanju povabili tudi Zavod Parnas, izvedli smo tudi delavnico 12. decembra in upamo, da se bodo gospe, ki so se udeležile, odzvale tudi našemu vabilu, da prinesejo Poprtnik tudi na ogled. Sicer pa imamo za oglede Poprtnikov, bi se rekli, kar stalen nabor gospodinj, ki tradicionalno pečejo Poprtnik iz Šmartna in iz Litije, ampak si pa seveda želimo, da bi se ta tradicija, dediščina nadaljevala tudi med mlajšimi in da bi tudi začele druge ženske ali gospodje peči kruh in da bi se ta naša tradicija, ki obstaja tudi v Litiji, obdržala. V naslednjem letu namreč želimo z Zavodom Parnas tudi Litijo in Šmartno uvrstiti na seznam nesnovne dediščine, ki ga vodi Slovenski etnografski muzej, tako da to bi bil eden izmed naših ciljev. Kaj pa potem januarja? Obetajo se nam razstave. Ja, v januarju sta na ogled še obe začasni razstavi. Ena je od Poldeta Miheliča, slikarja, učitelja likovnega pouka iz Litije, ki je tukaj živel več kot 20 let. S 15. januarjem se ta razstava poslavlja. V kletnih prostorih pa je še na ogled fotografska razstava Društva Lila, Čebelarska pravda v Litiji. 18. januarja pa začnemo v novem letu s predavanji in sicer z zelo aktualno temo babištva. Namreč babištvo je bilo pred približno 2 tednoma upisano v seznam dediščine na UNESCO-vem seznamu, lani pa tudi na seznam nesnovne dediščine v Sloveniji. Predavala bo Anita Prelec, ki je izvršna direktorica Zbornice zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Babištvo je namreč v Sloveniji zelo, bi se reklo, star poklic. Najstarejša šola sega 270 let nazaj. Danes je to seveda samostojen poklic, zelo pomemben, tako da vabljeni na predavanje 18. januarja ob 19. uri. Najlepša hvala. Hvala tudi vam.